Spoštovani gostje, svet pozdrav, sem spoštovani dekani Univerze v Ljubljani, dragi kolegi in kolegice, študentske ekipe in mentori, ki ste sodelovali v tem projektu, en lep pozdrav na Kemijskem inštitutu. Danes smo pripravili predstavitev projekta študentskega tekmovanja iGEM, ki je se spet dobro odrezal na nedavnem tekmovanju in bodo kolegi predstavili ta projekt malo podrobno. Kemijski inštitut se veseli takih akcij. Letos je že 10 let, odkar je prvo tovrstno tekmovanje, da smo se udeležili prvega tovrstnega tekmovanja in smo seveda zelo veseli, da take uspehe žanjete študenti ne v tujini v tej izostreni mednarodni konkurenci. Zahvalil bi se rad fakultetam Univerze v Ljubljani, ki omogočajo študentom tovrstne aktivnosti. Mislim, da je to eno od zelo lepih primerov, kako lahko inštituti in fakultete na univerzi sodelujejo. In zagotovo smo tega veseli in računamo, da bomo tako dobro sodelovali tudi prihodnje. Kemijski inštitut zelo velike energije namenja delu z mladimi in takšni projekti so ena taka pomembna stvar. Jaz bi zdaj besedo kar predal profesorju Jerali, ki je vodil ta projekt, ki bo naslednji vodil skozi to predstavitev. Dobro pozdravljeni, še v mojem imenu dobrodošli na predstavitev našega letošnjega projekta. Na začetku bi kar prosil dekane fakultet, da nakratko nagovoril, mogoče najprej profesor Marija z Biotehniške fakultete, precej študentov naše fakultete, tudi z te fakultete, Hvala lepa za vabilo. In res, iGEM je v zadnjem obdobju postala neka prepoznavna znamka, tudi torej smo širši laični javnosti, ne nujno recimo z področja sintezne biologije. Vsi smo že bolj vedno slišali za to. Mislim, da ravno po zaslugi profesorja Jerale se je Slovenija kar nekajkrat zapisala na to obliko Lego Kocko, ki je prispela nekajkrat v Slovenijo. In tudi letošnja ekipa je uspela in je bila prepoznana na letošnjem tekmovanju v Ameriki. Ekipa, ki pa sodeluje na tem področju, je pa postavljena še posebej zato, ker se mi zdi, da je eno prednosti te ekipe, da je izrazito interdisciplinarna, ne samo, da je interdisciplinarna, zdi se mi že to, da se odloča za multidisciplinarni pristop. In z tega stališča je ta ekipa brško ne trendsetter in lahko nam velik vzgled. Zdaj, idejo same multidisciplinarnosti, interdisciplinarnosti je velikrat lažje izreči, lažje ponuditi, kot samo idejo izvesti. Sploh velikrat v Sloveniji, ker so projekti veliki 100.000 evrov in na 100.000 evrov je liter, je težko več kot liter. Za liter ne moramo točiti, da je veliko več kot 10 kozarcev. In s takimi projekti težko izvesti neko resno multidisciplinarno idejo. Ampak z dobro voljo, z resnim pristopom se včasih da in ravno tudi pokazala ta ekipa. Še posebej sem pa zadovoljen, da tradicionalno v iGEM ekipa sodelujejo študenti Biotehniške fakultete in veseli me, da so pripravljeni posvetiti svoj čas s takšnim podobnim projektom. In vedno se rad pogovarjajo študenti, ki vidijo čez pilot oziroma pilota sploh ne vidijo in se pozirajo po priložnosti, kjerkoli se že ponudijo. Zaradi takšne posebnosti, ki so prevzemili odgovornost in videle, je človeštvo doseglo napredek in uživamo sadove, da danes ljudi, ki so delali za nas preteklosti. Zdaj, v laični javnosti se velikrat pojavlja vprašanje, zakaj pa mi sploh kakšen takih stvari rabimo, zakaj sploh te stvari delamo, kot jih delamo. In zdaj, veliko se v takih primerih človek vpraša, ali ima takšno vprašanje sploh smisel odgovoriti. Ampak če pa odgovorim, pa navadno povedam en primer iz lesarstva, z področja, kjer sam prihajam, in opozorim, da recimo en material, ki danes postaja zelo modern, to je termično modificiran les. Prvi članki od tega materiala so bili objavljeni leta 1916. Pred 100 leti ni bilo neke zunanje potrebe, ni bilo trga, ni bilo neke motivacije, se strah, da bi ta material uporabljali. In šli čez 80 let
so začeli na tem materialu naprej delati intenzivno in ga se komercializirati. Tako da včasih nikoli ne vemo, kdaj bo neko spoznanje, ki smo ga danes ustvarili, koristo nekomu v prihodnosti. Seveda so včasih stvari vrtijo bistveno hitrejše in velikrat pozabljamo, da je za vso to komercializacijo zadnje ogromno nekega inženirskega dela. Zdaj, v mladosti me včasih zelo velikrat navduševal Sir Edmund Hillary, osvajalec nekoristnega sveta, kot je rekel. Dovolite biti zaključen z njegovo mislijo. In on je rekel tako, I think it all comes down to motivation. If you really want to do something, you will work hard for it. In mislim, da je današnja ekipa dokazala, da je delati to za naš uspeh in da je zato tudi uspelo. Hvala za vaše prijazne besede, ker vem, da boste morali k novo in pisam reče posebej zahvalo za primer biotehničke fakultete za financiranje udeležbe na tem tekmovanju, ki je vsekakor ni poceni. Zdaj bi prosil še za nagovor dekana fakultete za računalništvo in informatiko, profesor Orla, z to fakulteto nas veže sodelovanje v bistvu v 3 projektih in vesel sem, da nadaljujemo sodelovanje tudi vnaprej in seveda tudi vam bi se zahvalil za podporo študentov. Torej, spoštovani tekmovalci in tekmovalke in pa spoštovani mentori, najprej vam izrečem iskrene čestitke za izjemen uspeh na tekmovanju iGEM 2016. Ob tem sem kot dekan fakultete za računalništvo in informatiko posebej ponosen, ker sta v ekipi sodelovala tudi študenta fakultete za računalništvo in informatiko Lidija Magderska in Žiga Pušnik. Vsi vemo, da danes skoraj ni več raziskovalnega preboja ali znanstvenega odkritja, v ozadju katerega ne bi bilo močne računalniške podpore. Zato sem zelo vesel, da se naši študenti, diplomanti in zaposleni sprejemajo tovrstne izzive in vedno znova dokazujejo svojo kakovost tudi v mednarodnem okolju. Seveda pa zgolj računalniška moč ni dovolj. Pomembno je sodelovanje strokovnjakov različnih disciplin in to je 12-članski ekipi Sonicel tudi uspeh. Dopolnjevali so se in prepletli svoje znanja in dosegli velik napredek pri hitrosti odziva celic na signale iz okolja. Verjamem, da je prav to sodelovanje za vsakega od članov ekipe ena od najpomembnejših popotnic na pričetku njihove znanstvene ali strokovne kariere. V tekmovanjih in sintezne biologije so ekipe slovenskih študentov vsako leto uvrščajo med najboljše. Tako da smo že kar navajeni uspehov. Vendar ne smemo pozabiti, da je bilo za vsakega od teh uspehov potrebno nešteto ur in dela in prekratkih noči, posvetovanj z mentorji in usklajevanj z drugimi študijskimi obveznostmi. Za dobre rezultate je vedno potrebno veliko dela. V ekipi Sonicel ste dokazali, da zmorete. Zato vam na tem mestu lahko le zaželim veliko uspehov pri nadaljnjem delu. Dekana fakultete za kemijo, kemijsko tehnologijo in medicinske fakultete sta se upravičila zaradi svojih službenih obveznosti. Posebej pa sem vesel, da lahko pozdravim tudi dekana fakultete za elektrotehniko, ki v bistvu prvič sodeluje na tem tekmovanju. Smo bi se zelo veseli, da je bil en od študentov in tudi en od svetovalcev, ki pa iz vaše fakultete. Hvala lepa. Torej, spoštovane študentke, študenti, kolegice, kolegi, dragi gostje, lepo pozdravljeni tudi v imenu Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na tej javni predstavitvi projekta ekipe študentov. Vsekakor izkoriščam to priložnost primarno za iskrene čestitke za dosežen uspeh, seveda vam študentom in pa seveda tudi mentorjem, tako na inštitutu, Kemijskem inštitutu, kot seveda tudi na članicah,
Tudi jaz sem vesel, da se letos pridruži tudi član, študent iz naše fakultete. Posebej bi rad izpostavil, kar ste že kolega prej omenila, to multidisciplinarnost, interdisciplinarnost, sodelovanje nasploh. Se pravi, združili ste strokovnjake, če lahko tako rečem, z področja biologije, kemije, medicine, računalništva, elektrotehnike. Jaz kot aplikativc vedno poudarjam, bližji, kad smo končnemu produktu ali pa uporabnosti rezultatov bolj široko moramo jeti in ta ekipa točno dokazuje to, da potrebujemo, kot je rekel kolega, ne samo interdisciplinarnost, ampak multidisciplinarnost. Vsekakor, to je en poudarek. Drugo, kar bi pa želel izpostaviti, je pa tudi promocija celotnega dogodka. Vi ste vsekakor promotorji naravoslovja, tehnike. Dejstvo je, da se v zadnjih letih soočamo z nekako manjšim interesom mlade generacije, nasplošno z študij tehnike naravoslovja. Jaz sem prepričan, da so to relativno zahtevna področja, ampak vi dokazujete, da ste pripravljeni delati, trdno delati in da kažete tudi drugim, da je na področju naravoslovja in tehnologije možno uspeti tudi v močni mednarodni konferenci. Torej, jaz vam seveda želim uspešno nadaljevanje dela, vsekakor uspešen zaključek študija. To, da ste dobri raziskovalci, ste že dokazali in prepričan sem, da bo kdo izmed vas nadaljeval svojo kariero tudi na kateri izmed teh sodelujočih inštitucij. Torej, obilo uspeha tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala še za vaše prijazne besede. Torej, v nadaljevanju sledi predstavitev in sicer bo zastavljena na ta način, da bo na začetku povedal na kratko nekaj o samem tekmovanju, letošnjem tekmovanju, ko je potekala priprava samega projekta, potem bosta pa Katja in Bosta predstavila projekt podobno, kot je bil na samem tekmovanju, za to razliko, da bo tudi v slovenščini. Ja, torej, sintezna biologija mogoče začetek par besed za tiste, ki ne veste veliko o sintezni biologiji, čeprav mislim, da smo v Sloveniji že precej v zadnjih letih slišali. Torej, gre za povezavo biologije in inženirstva, torej aplikacijo inženirskih pristopov v bioloških sistemih in po drugi strani spet uporaba simulacija bioloških procesov v tehnologiji. Torej, cilj je, da ustvarjamo bodisi nove biološke funkcije, sisteme, spreminjamo celice in dajemo nove lastnosti, ki jih sicer še nimajo, uporabne, koristne. Po drugi strani pa tudi, da gradimo neke biomimetične sisteme na podobnih principih in s podobnimi gradniki, kot so biološki sistemi, ki izjemno dobro delujejo. Primeri praktične porabe sintezne biologije danes se uporablja, torej govorimo že o milijardah, ki se vrtijo skozi sintezno biologijo. Eno od zelo pomembnih področij, kjer se bo najbolj poznal počat sintezne biologije, medicina, diagnostika, zdravljenje bolezni. Danes se najbolj uporablja predvsem na področju biosinteza kompleksnih spojin, tukaj je večinoma za izdelke z visoko dodano vrednostjo, po drugi strani pa tudi za pridobivanje goriv, torej uporaba obnovljivih virov energije ali pa recimo fiksiranje ogljika za reševanje problemov, s katerimi se soočamo. Zelo pomembno področje so nanomateriali, s katerimi smo se tudi oziroma se še vedno ukvarjamo, biosenzori, skratka, sintezna biologija pokriva zelo široko področje dejavnosti. Za tiste, ki niste z tega področja, torej samo na kratko, kako pravzaprav pridemo do te spremenjenega organizma, ključ je uporaba mogoče že par desetletij znanih tehnik rekombinantne DNA, pri kateri vzamemo DNA zapis, ki je neke vrste program, na osnovi katerega deluje celice. Ta zapis je lahko bodisi sintetična DNA. V okviru tega projekta torej smo sintetizirali oziroma dali sintetizirati za več 10.000 nukleotidov sintetične DNK. Lahko pa seveda tudi kombiniramo z DNK, ki jo izoliramo iz posameznega organizma in ko to DNK ustavimo v želeno celico, ta celica začne izvajati program, ki je zakodiran na tej deoksidonuklinski kislini. Recimo primer projektov, ki smo jih v prejšnjih letih izvajali, so bili načrtovani, torej dizajnirani
zaviralci in aktivatorji prepisovanja genov, to so ključni proteini, ki določajo o tem, kako se bo celica obnašala, s katerimi lahko zelo močno zavremo ali pa izjemno močno, torej več kot 1000-krat aktiviramo prepisovanje posameznega gena in na ta način dosežemo aktivacijo. Spet tukaj je analogija povezava z informatiko. Pokazali smo torej že s projektom leta 2012, da lahko zakodiramo boolove, torej binarne logične operacije v celice, v tem primeru sesavske celice, ki potem izvajajo točno določen program. Ena od slabosti, torej to je projekt iz leta 2012, ki se je razvil, smo naredili bistabilno slikalo, ki celice spravi v eno ali pa drugo stanje, glede na oko. Ampak ena od mogoče pomanjkljivosti, ki smo se jih želeli preseči v tem nekakšnem projektu, je, da pospešimo hitrost odziva, kar ko vidite tukaj je odziv celic na spremembe signalov traja od nekaj ur do nekaj dni. Torej, tipično smo, recimo pri sesavskih celicah, čakali mogoče 3 dni, preden smo dodali signal, da se je celica pretekla v drugo stanje. To je, rekel, state of the art sintezne biologije danes, da se dejansko uporablja transkripcijsko regulacijo, ki ima seveda za elektronike smešno počasno odzivnost, marsikatere namene, recimo terapevtske, medicinske uporabe, pa seveda to popolnoma spremenilo. No, zdaj, samo o samem tekmovanju, torej tekmovanje se je začelo z idejo leta 2004, par šol na vzhodni obali ZDA, da bi se študenti dobili čez poletje, pripravili raziskovalne projekte in sintezne biologije in se nekako srečali in si medsebojno izmenjali izkušnje. Torej, kot vidite, so bile tukaj samo ameriške ekipe, ki so sodelovali na tem prvem srečanju in tukaj to velja za uradni začetek tekmovanja iGEM, kar pomeni International Genetically Engineered Machines Competition. Potem naslednje leto sta se zraven pridružili še ekipe iz Cambridgea in ETH in je tekmovanje postalo mednarodno, torej kratica kot iGEM. In potem leta 2006 se je pa začelo nekako formalno tekmovanje z sodniki, z podeljevanjem Grand Prize in to je bilo tudi leto, ko je prvič se tega tekmovanja udeležila slovenska ekipa, ker smo takrat zasledili poročilo v reviji Nature o tem tekmovanju, smo rekli, to je pa res zelo zanimivo tekmovanje in že v prvem nastopu smo osvojili veliko nagrado, Grand Prize in tukaj le vidite potem, kako raste število ekip, torej od začetka je bilo koliko 1, 2, 3, 4, 5 ekip, potem 37, 54, tako naprej. Zadnjič je naša ekipa sodelovala leta 2012, takrat je bilo 190 ekip, torej letos je 300 ekip oziroma 280 se je dejansko udeležili tekmovanja, 5600 je bilo sodelujočih. Mislim, da jih ni bilo toliko ljudi na samem tekmovanju, ampak tukaj vidite posnetek tega nekako sodelujočih v različno barvnih majicah, različne ekipe. Torej, tekmovanje je že preraslo obseg MIT-a, zato od leta 2013 mislim, da poteka tekmovanje v konvencijskem centru Heinz, ker je enostavno obseg. Pa ne nazadnje, tudi iGEM je išel iz okvirov MIT in je postal korporacija oziroma fundacija, ki se ukvarja v bistvu samo za organizacijo tega tekmovanja. Letos na otvoritveni slovesnosti je direktorica iGEM fundacije povedala, da so skupaj ekipe zbrali za $15 milijonov sredstev za vse skupaj. Torej, predsejšen del, da so jih pa tudi oni pobrali, da so delujoči. No, tukaj je pregled slovenskih ekip, slovenskih projektov, torej moram reči, da jaz si nekako zapomnim najlažje leta. 2006 je bil pa tale projekt, 2010 je bil tale projekt. Vse povrstno vam reči, da so bile izjemno dobre ekipe, izjemno motivirani študenti. Prvo leto je bilo največ v bistvu mikrobiologov, mislim, da od teh sta tukaj dve študentki še vedno, pri nas sta tudi večkrat mentorici ekip. Torej, naše ekipe so bile doslej najbolj uspešne od vseh ekip na tem
tem tekmovanju. Trikrat smo osvojili Grand Prize, leta 2012 drugo mesto in večkrat tudi prva mesta na posameznih področjih. Predvsej teh študentov jih je nekako zasvojila znanost, velika večina izmed teh študentov je nadaljevalo pot v znanstveni smeri, nekateri tudi poslovni smeri, nekateri so šli čez lužo v ZDA, so na univerzah, kot so Rockefeller, Harvard, UCSF, ETH, VIB, Bruselj, Freiburg, Heidelberg, skratka, reference sodelovanja na iGEM-u je izjemno dobra referenca za nadaljnji študij, ker vsi po svetu na tem področju vedo, da so ti študenti izjemno motivirani, izjemno dobro usposobljeni in seveda pripravljeni timskega dela in reševanja problemov. Seveda tako, sami študenti niso dovolj, ampak je potrebno tudi mentoriranje in tukaj moram se res tudi zahvaliti vsem mentorjem letošnjih in preteklih ekip. Je pa pri nas ta dobra navada, da v bistvu večina mentorjev so nekdanji iGEM-ovci, torej ljudje, ki so sodelovali kot študenti, potem sami prevzamejo mentorstvo, zato ker je dejansko to tekmovanje oziroma vsebina ti izzivi zasvojijo in z veseljem upravljajo to delo. Torej, če pogledamo letošnji spored, doslej največje sodelovanje v vseh, torej ekipe praktično iz vseh kontinentov. Še največ je bilo ekip iz Azije, torej več kot 100 ekip je bilo iz Azije, večina iz Kitajske, ker na Kitajskem je to že stvar prestiža, če ekipa doseže ugodno mesto, dobro mesto na iGEM-u in to seveda celotni univerzi dvigne rating in tudi moram reči, da financiranje problemov za kitajske ekipe je bistveno manjši problem kot recimo za našo ekipo, ker univerza pokrije celotne sredstva. Tudi evropske ekipe so tudi izjemno močne, doslej so se pokazali kot ene kot najbolj uspešne v bistvu ravno evropske ekipe. To je bil eden od razlogov, da so razdelili tekmovanje v starejše in mlajšo kategorijo, torej kot pravijo overgrad, to je kategorija, kjer je vsaj eden od študentov starejši od 23 let, ker je nekako veljalo prepričanje, da so evropske ekipe zato bolj uspešni, ker so študenti starejši, čeprav se je izkazalo, da dejansko ni nobene razlike. Zelo verjetno je torej bolj intenzivno mentorstvo tisto, ki je pomembno za uspeh ekip. Če pogledamo po državah, vidimo, da je izjemno, torej veliko je seveda iz Velike Britanije, Nemčije, Francije, Danske, to so države Švice, države, ki tudi same največ vlagajo v razvoj sintezne biologije. No, letos, običajno vsako leto študentom predlagamo okvirno smer, v katero bi želeli razvijati projekt, zato da nekako fokusirajo svoje predloge projektov. Letos se je začetku leta prijavilo okoli 40 študentov kot kandidatov za sodelovanje v ekipi, potem smo predstavili, katere ne bi bile smeri in pozvali študenti, da pripravijo kratke predloge svojih projektov, približno enem mesecu dni. Na osnovi teh predlogov, ki smo jih dobili, smo potem izbrali študente na intervju in izbrali to krem de la krem študente, ki so se dejansko, so nas najbolj prepričali, da so res kultivirani in da so sposobni pripraviti ta projekt. Torej, cilj je bil izjemno ambiciozen. Torej, lotili smo se dveh izmed takih ključnih problemov sintezne biologije, če bi rekel, sveti gral sintezne biologije, kako v celice pospešiti ta odziv. To, kot sem prej omenjal, več ur, več dni je marsikdaj počasi in kot boste tudi Katja in Kosta kasneje povedala, je to eno od ključnih problemov in sem mislil, da je dobro, da premaknemo nekaj v to smer. Zakaj se lotimo takega? Zato, ker takih problemov, zato, ker menimo, da je iGEM ravno priložnost za to, da delamo nekaj drugega, kar sicer delamo v vsakodnevnih raziskavah, zato, ker nam da priložnost, da testiramo neko hipotezo, ki je sicer z običajnimi orodji, z običajnim študentom, enim, ki dela na nekem doktorskem delu, enostavno ne bi mogli narediti. In kot boste videli, ekipa
dobro usposobljenih, motiviranih študentov lahko izredno premika gor. In dejansko moram reči, da v tej letošnjem projektu so dejansko presegali vsaj moja osebna pričakovanja, kaj lahko taka ekipa naredi v tako kratkem času. Torej, na začetku leta smo nekje izbrali člane ekipe, torej, kot smo že slišali, multidisciplinarna, res veliko različnih usmeritev od, kot bi tem rekel, ved o življenju do informatike, elektrotehnike. Mentori so bili večinoma člani našega odseka, predvsej teh bivših članov fakultete. Seveda smo se pa zanašali tudi na sodelovanje z fakulteto za računalništvo, informatiko, elektrotehniko, vsaj vrstiče mentorja. No in po samem načrtovanju izbora vsebine projektov je potem sledilo eksperimentalno delo in letos tudi zagotovo ekipo študentov pripravlja tako odličen projekt, zato ker vsi med njimi so imeli že izkušnjo v laboratoriju. Torej vsi med njimi so že znali delati in bilo potrebno izgubljati časa z osnovnim uvajanjem osnovnih tehnologij in ravno ta začetek tega dela, brez da bi je dosti posebej razlagali podrobnosti, je bil odgovoren za to, da je res projekt tako zelo dobro uspel. Tukaj imam nekaj slikic za samega dela v samem laboratoriju. Torej delo je v precejšnji meri vključevalo delo na sesavskih celičnih kulturah in zato je tudi seveda pomembno, da imamo dobro opremljene laboratorije, to so tudi raziskave, ki tudi niso poceni za delo na tem področju. No, tudi ekipa, torej podjetje Mura, bivši oziroma sedaj Auron, se je ponudilo prijazno, da nam, kot ste najbolj opazili, elegantne obleke pripravljeno, to je testira, torej proba z obiska v Muri. Zelo pa je bilo pomembno to, da smo dobili od Kemijskega inštituta na uporabo večjo sobo, mislim, da je Ažmanova, ne? Mikleča predavalnica, no. In tukaj je dejansko so imeli študenti možnost, da med sabo interagirajo, sodelujejo, kot vidite tukaj, da po so dejansko, to ni nobena pretiravanja, na koncu so res dobesedno spali na inštitutu, ker so res izjemno trdo delali, seveda vse do konca, da smo imeli čim večji. Seveda je bilo potrebno uporabljati tudi precej napredne opreme, ki jo lahko imamo kar nas na inštitutu, od raznega konfokalnega fluorescenčnega mikroskopa, fluorimetra, luminometra, citometra, nekaj od teh naprav, pa smo tudi sami testirali za stimulacijo ultrazvokov. Tako poteka samo tekmovanje, vsaka izmed se odloči na katerem področju bo sodelovala, torej od recimo medicinske aplikacije do energije, okolja ali pa temeljnih raziskav, fundamental advance, kar se odločila naša ekipa. In vsaka ekipa mora projekt predstaviti v obliki spletne predstavitve, v obliki wikija, torej ki omogoča sodelovanje več avtorjev hkrati in tega si seveda lahko vsak ogleda. Potem DNA konstrukte, ki jih je ekipa pripravila, jih mora deponirati v zbirko iGEM fundacije, tako imenovani registri, tako da ekipe naslednjih letih potem lahko jemljajo iz te konstrukte in pomaga pri njihovem nadaljnjem delu. Vsaka ekipa se predstavi v obliki predavanja, ki je traja 20 minut, na čemu sledijo vprašanja sodnikov, ki so področja tega projekta. In projekt se predstavi tudi v obliki plakata, kjer torej vse 3 dni študentje so dežurajo pred plakatom in potem odgovarjajo vprašanje sodnikov. Pripravili smo tudi druženko, ki smo nažalost pozabili prinesti danes, ampak je lahko kasneje prinesemo. Torej, tukaj je zdaj wiki, torej če Google vnesete iGEM Slovenija 2016, da se tako našli zadetek, in mislim, da so študenti izjemno dobro pripravili predstavitev tega projekta. Problem je bil v tem našem primeru, da je bilo enostavno tako veliko rezultatov, da jih je bilo težko spraviti, prikazati vse skupaj, brez da bi nekdo, ki bi porabil za to preveč časa. Zato je res predstavitev zelo zgoščena, ampak mislim, da je zelo lepo uspel.
No, temu to priča tudi ogledi Wikija, torej danes je bilo po 2000 ogledov Wikija, kot vidite, z celega sveta, ni Avstralija, no, pripravljena predstavitev, ker so se študentje skoncentrirali na eksperimentalno delo, smo se predstavitve lotili v bistvu še tik pred samim odhodom, torej v Sloveniji, ampak piljenje samega projekta je vse potem nadaljevalo še na letališču, ko smo se vozili v Boston in potem zvečer še v sobah, kjer smo pilili predstavitev in moram reči, da tista verzija, ki smo jo predstavili, oziroma ki sta jo študenta predstavila na koncu, bila dejansko najboljša, kar sem da veliko veselje. Tudi na odgovore, na vprašanja sodnikov, to boste presodili sami, ko boste slišali to predstavitev. Vprašanja sodnikov so mislim, da tudi izjemno dobro odgovorili. Tukaj je poster, ki je, mislim, da je izobešen zunaj na hodniku, kjer je spet, koliko je možno predstaviti to goro rezultatov na enem samem postru. Torej, mirno lahko rečem, da ti rezultati bi najbolj zahvalili doktoratu zadoščali, ker so res, seveda moramo jih še izdelati do konca, potrditi kontrolo, ampak vseh rezultatov je res izjemno velik. No, med postro je tukaj predstavitev naših študentov pred posterjem. Ne vem, če poznate to osebo, to je zelo znamenit sintezni biolog in genetik George Church iz Univerze Harvardu, ki je tudi obiskal. Namreč zakaj je obiskal? Zato, ker snemajo nek film na temo on ima nek projekt, se mogoče to bil nek geg, ampak da bi lahko teoretično poskušali mamuta oživiti na osnovi DNA, ki je ohranjena in tukaj le, mislim, da imam tukaj le, no, pogledajte, kako je. Komentar je bil George Church kot rock zvezda, tukaj je primer na samem tekmovanju. Komentar je bil, da si želijo čim več takšnih podobnih zvezdnikov, da bo znanost dejansko podobno dobro imela podobno obravnavo kot George. On je seveda zelo dober sintezni biolog in študenti so jim zelo lepo razložili projekte in mislim, da je tukaj zelo impresioniran nad samim projektom. Kot vidite spet ekipo televizijsko. Mogoče bomo pa šli še v ta dokumentacija, ki ne snimajo. Torej, rezultat je bil, da je bil projekt dobil nagrado kot najboljši projekt na področju osnovnega temeljnega napredka, kakšen pravi prevod za fundamental advance v starejši kategoriji, torej v overgrad kategoriji, za kar smo bili zelo veseli. Po končanem tekmovanju, ko je malo popustila napetost, smo izkoristili še čas, ko smo bili v ZDA. Za študenti smo naslednji dan obiskali podjetje Ginkgo Bioworks, ki so ga ustanovili nekdanji iGemovci iz MIT-a, torej iz generacije 2006. Torej, takrat, ko so bili naši študenti boljši, tisti, ki so bili slabši, so ustanovili podjetje, ki je danes vredno več kot $200 milijonov. In to podjetje pa seveda izjemno napredno tehnologijo, torej usvaja se z razvojem mikroorganizmov, ki se uporabljajo recimo konkretno za proizvodno dišav, parfumerske firme ali pa tudi druge kemikalije z visoko dodano vrednostjo, so vsi stvari. Nekateri študenti so šli potem še drugam na zahodno obalo, torej obiskali Scripps Institut z bivšim iGemovcem, ki je trenutno na gostovanju na Scripps Institutu Univerza v Kaliforniji San Diego in inštitut J.C. Venter, torej Venter je inštitut, mislim, se ukvarjajo z synthetic genomics, da je tema raziskava na področju. Torej, kako naprej? Torej, projekt je seveda namen tudi to, da pokažemo sestavno dober projekt, da dobro predstavimo, ampak bistveno je vse znanost, saj kar se mene tiče znanost, ki se razvije v okviru tega projekta in definitivno to tukaj je zelo veliko, zelo dobre znanosti. Na osnovi tega smo že vložili 2 patentni prijavi za 2 osnovni področji, iz katerega je bil ta projekt. In za cilj smo si ga zadali, da dejansko te raziskave dokončamo, da pridemo do znanstvenih objav in
Eksperimenti, dodatni eksperimenti so že v delu, torej študenti že pridno nadaljujejo in upam, če bo šlo vse po sreči do roku pol leta, bomo imeli te vse rezultate dokončane. Navezali smo že sodelovanje z skupinami iz Francije, Nemčije, ZDA za nadaljne sodelovanje na tem področju, predvsem področje somogenetike je izjemno zanimivo področje, ki, kot boste slišali, ima potencial za nadgradnjo optogenetike. Na koncu bi se prvič zahvalil za finančno podporo pri izvedbi projekta. Največ je seveda prispeval Kemijski inštitut, pa konkretno tudi naš laboratorij, ki pa se pokril vse eksperimentalne stroške, potem skladu Janka Jamnika za mlade znanosti, ki je, jaz mislim, da smo več kot najbolj upravičili ta vlaganja. Kot sem prej omenil, bi se zelo zahvalil fakulteti za računalništvo in informatiko in biotehniški fakulteti za podporo Centru odličnosti, Leku in drugim podjetjem, pa ne nazadnje tudi Muri, ki nam je pomagala z opekami. Bi se pa seveda lahko zahvalil tudi ostalim sodelavcem našega odseka za sintezno biologijo in imunologijo, drugim na Kemijskem inštitutu, Centru odličnosti, mentorjem oziroma svetovalcem z fakultete za računalništvo in informatiko, fakultete za elektrotehniko, zdravnikom, s katerimi so študenti izvedli nekaj konzultacij, strokovnjakom z fakultete za družbene vede, ki so tudi pomagali nekako z temi družbenimi vidiki projekta. Zdaj bi pa kar vabil Katjo in Kosto, da predstavlja vsebino samega projekta. In gospodje, lepo pozdravljeni, sta Katja in Kosta iz slovenske letošnje IGM ekipe in predstavljala vam bomo, kakšno je bilo naše delo in naše rezultati, ki smo jih dobili tekom projekta. Ob začetku načrtovanja projekta smo si zastavili enostavno vprašanje, kaj smo odgovorili. Kako lahko sintezna biologija pripomore k napredkom v medicini? In zaradi tega smo se pogovarjali z različnimi zdravniki, različnih specializacij in strok, smo jim predstavili svoje ideje in smo podiskutirali, kaj lahko izboljšamo pri že obstoječih terapij. In zanimivo, če bi nekratko povzeli vse te odgovore, je želja in potreba po hitrejšem odzivu celic povezovala vse. In zaradi tega smo prišli do dva glavna izziva za naš projekt. Prvi je bil bolj natančno uravnavanje procesov na nivoju celice in po možnosti neinvaziven dražaj zunaj celice. Drugi izziv pa je bil hitrejši odziv, kot je profesor Irala že omenil, in prevajanje signala znotraj celice. V sintezni biologiji običajno reguliramo delovanje celice s kemijskimi signali. Zadnje čase pa postaja vse bolj popularna stimulacija s svetlobo. Zato smo želeli preizkusiti tudi to metodo, poslužili pa smo se še ene revolucionarne alternative. Procesiranje signala in pa odziv celice pa ponavadi potekata na ravni transkripcije, ker je relativno počasno, bilo pa bi mnogo hitreje, če bi lahko to procesiranje prenesli na nivo signalizacije s proteini. Pri regulaciji s transkripcijskimi faktorji je največ potrebno, da se najprej DNA zaporedje prepiše po RNA in na to se sintetizira protein, šele ta lahko potem odgovori na vhodni signal. In mnogo hitreje bi bilo, če bi samo uravnavali proteinsko signalno pot in s tem regulirali proteine, ki so že prisotni v celici. V našem organizmu veliko proteinskih signalnih poti uporablja fosforilacijo, ki je hitra in reverzibilna, torej super, ampak specifičnost enzimov, ki to omogočajo, je zelo kompleksna. Zato smo se raje osredotočili na drugo možnost, to pa je proteoliza, na kateri prav tako temelji kar nekaj proteinskih kaskad. Ta je prav tako hitra, vendar je irreverzibilna. Lastnost, ki nam je bila zelo všeč, pa je ta, da je specifičnost proteaz zelo natančno definirana s cepitvenim mestom. Dva izmed procesov, ki temeljita na proteolizi, sta starevanje krvi in apoptoza. Oba zahtevata zelo hiter odziv in specifičnost delovanja proteaz. Zdaj, če bi hoteli narediti sintezno signalno pot, moramo zadostiti več zahtevam. Prvič, potrebujemo nabor večjih proteaz z različnimi celitvenimi mesti. Drugič, te proteaze morajo biti med seboj ortogonalne,
kar pomeni, da vsaka cepi je svoj substrat in ne substratov drugih protaz. In tretjič, morali bi biti sposobni uravnavati njihovo aktivnost. Torej, iz literature smo zbrali podatke o nekaj zelo znanih mestno specifičnih protaz. In to so trombin, enterokinaza, faktor 5 in teoproteaza, oziroma proteaza virusa tlaka. Ta zadnja je v uporabi že več kot 3 desetletja in ima eno lastnost, ki jo drugi nimajo. In je že bila objavljena v split verziji oziroma kot razcepljena proteaza. In na ta način o ponovni združitvi se lahko inducira in se regulira njena aktivnost. Torej, Kosta, za nas smo najbolj primerne lastnosti proteaza del, pa še ena izmed najbolj raziskanih je. Zato smo nove proteaze iskali na homologih proteaza del iz rastlinskih virusov. Testirali smo jih s ciklično premutiranim reciperaznim reporterjem, ki je vseboval specifično cepitveno mesto za posamezno proteazo. S tem reporterjem smo lahko dobili po cepitvi povečanje signala. In kot lahko vidimo na grafu, imajo izbrane 4 proteaze zelo dobro ortogonalnost, saj vsaka cepi samo svoj substrat in ne substratov drugih proteaz. To je lepo razvidno tudi iz jasne diagonale na heatmapu. Ko smo pokazali, da so te 4 proteaze zares ortogonalne, smo se odločili iti še en korak naprej, torej da lahko reguliramo njihovo aktivnost. In smo naredili razcepljeno obliko po zgledu na predhodno objavljeno teoproteazo. In zdaj naredili smo fuzijo ene polovice razcepljene proteaze s fuzijsko domeno in ob dodatku določenega kemijskega inducera dimerizacije, v našem primeru to je bil rapamicin, te dve dimerizacijski domeni prideta skupaj, kar pripelje in prinese 2 polovici razcepljene proteaze v bližino in jo naredi spet aktivno. In kot lahko vidimo, vse 4 proteaze, ki smo jih mi testirali in ki jih je Katja omenila, so dejansko bile inducibilne ob dodatku kemijskega induktora dimerizacije. Kar je tu nujno poudariti, da so te 3 proteaze, ki jih to kažemo, nikoli prej niso bile objavljene v tej formi, torej naredili smo dizajn in eksperimentalno delo, da potrdimo njihovo inducibilnost, kar ni bilo objavljeno predhodno v revijah. Dimerizacijo pa bi lahko inducirali tudi z uporabo svetlobe, ki prinesla revolucijo v sintezno biologijo nekaj časa nazaj. Uporabili smo 2 primerni domeni, ki dimerizirata pod vplivom svetlobe in na to disocirata, ko prenehamo z osvetljevanjem. Takšen sistem se odzove zelo hitro in ga lahko prožimo večkrat, kakor je vidno na grafu. Ta reporter lahko tudi zamenjamo z razcepljeno proteazo, kot smo pokazali za razcepljeno PVV proteazo na grafu spodaj desno, in lahko vidimo, da pride do povečanja signala le po 5 minutah indukcije svetlobe. Torej, pokazali smo, da imamo 2 čisto ločena neodvisna vhodna signala. En je svetloba, druga pa je majhna organska molekula. In zdaj se lahko lotimo malo bolj kompleksnih stvari, celo peljave logičnih operacij v celico in na ta način lahko reguliramo celične signale in procese še bolj natančno. Idejo smo dobili po enem proteaznem senzorju, ki je bil predhodno objavljen v ReviJax. In tu vidimo, da 2 koila oziroma oviti vijačnici, vijolična in modra, interagirata in na ta način pripeljata skupaj bližino 2 polovici razcepljene luciferaze. Ta spet postane aktivna, ampak ta aktivnost v tem proteaznem senzoru je preprečena s prisotnostjo autoinhibitora beta vijačnice. Torej, kaj je potrebno, je, da specifična proteaza odcepi autoinhibitorno beta vijačnico, odstranijo in je ta interakcija spet možna, kar se vidi kot povečanje luciferazne aktivnosti. Zdaj, to so oni testirali samo v in vitro pogojih. Nas pa je zanimalo, ali bi lahko podoben sistem peljali tudi v sisalske celice oziroma v in vivo pogojih. In testirali smo prvo interakcijo teh 2 vitih vijačnic, ali dejansko pridete skupaj. In opozvali luciferazno aktivnost. In kot vidimo, ta interakcija ni bila najboljša na začetku. Kakorkoli, znali smo, da slovenska IgM ekipa iz 2009 je razvila set ortogonalnih koil-koilov in z določenimi modifikacijami nam je uspelo pridobiti kar 50-krat boljše rezultate v in vivo pogojih. V tem članku, katerega že nekajkrat omenjam, so tudi pokazali s proteaznim senzorjem in autoinhibitornimi koil-koili, da je možno narediti določene ločne operacije, oziroma in ter ali ločno operacijo, 2 ločne operacije. Zdaj, mi smo bili ambiciozni, dobili smo željo razširiti tega nabora logičnih operacij, ki bi jih naredili v celici.
In s temi avtoinhibitornimi molekuli smo razmišljali, ali je možno narediti logično negacijo. In zaradi tega modifikacija, ki smo jo naredili, je, da smo ustavili cepitveno mesto med kolon, tu, in reporterjem, ki je zgoraj. Na ta način smo dobili določene negacije logičnih funkcij in jaz lahko danes s ponosom predstavim prvo NOR, oziroma ne logična vrata, ki smo jih naredili v cesarskih celicah, ki so bazirane izključno na proteolitični cepitvi. To pa ne pomeni, da lahko naredimo le še ena nova logična vrata. Z uporabo dveh ortogonalnih proteaz in dveh parov ortogonalnih ovitih vijačnic lahko naredimo katerokoli izmed logičnih funkcij z dvema vhodoma. Še več, lahko tudi zamenjamo reporter z receptno proteazo, ki nam to lahko predstavlja vhod v nova logična vrata. Če se bolj podrobno pogledamo nekatere izmed bolj kompleksnih... Prosti. Jaz sem siguren, da bi naši poslušalci z veseljem poslušali vse podrobnosti vseh logičnih operacij, ampak kraj predstavimo en primer bolj kompleksne logične operacije. In eden izmed njih je A not imply B, oziroma v lepi slovenščini povedano A ne implicira B. Tu pa vidimo, da se ta funkcija ob prisotnosti prvega inputa, oziroma vhoda, in hkrati odsotnosti drugega aktivira izhod, torej z vrednostjo 1. In tu v našem primeru to pomeni, da ko je svetloba kot prvi input prisotna in hkrati rapamicin odsoten, se pride do povečanja luciferazne aktivnosti. In kot dejansko vidimo, ko je svetloba bila prisotna in hkrati rapamicin odsoten, je naša logična vrata so proizvajala povečanje luciferazne aktivnosti. Tu pa je nujno, da poudarimo eno zelo pomembno novost in je to, da smo to dosegli po 15-minutni stimulaciji. Torej smo ta prvi izziv na nek način rešili in smo zmanjšali čas, ki je potreben za sprejem in obdelavo informacije na bistveno krajši čas. Če je izhod iz logičnih vrat funkcionalna razcepljena proteaza, bi lahko to uporabili za indukcijo izločanja proteina iz celice. Naša ideja je bila pripraviti protein, ki bi ostajal v endoplazmskem retiklu ER zaradi dodanega zadrževalnega signala. Ko bi aktivna proteaza odcepila to zadrževalno zaporedje z proteina, bi ta lahko nadaljeval svojo pot v Golgijev aparat, kjer bi ga fruin, proteaza, ki je prisotna v Golgijevem aparatu, odcepil iz membrane in protein bi se lahko izločil iz celice. Po dolgotrajni optimizaciji nam je uspelo pridobiti konstrukt, ki se izraža na membrani endoplazmskega retikla in po kemijski indukciji, ko je sestavljena proteaza odcepila zadrževalno sekvenco, se je protein lahko izločil in zaznali smo ga tudi v bojišču. Pokazali smo, da svetlobo lahko reguliramo aktivnost razcepljene proteaze, kdaj je stanje off, kdaj je stanje on. In čeprav se jaz strinjam s Katjo, da je optogenetika res posebej v zadnjih nekaj letih naredila revolucijo, ogromni napredki so bili posledica uporabe optogenetike, posebej na dveh področjih sintezne biologije ter neurologije, ne moremo pozabiti eno manjško pomanjkljivost. In to je, da svetloba ne gre globoko v tkivo. Oziroma, če hočemo, recimo, da pride globoko recimo v glavo, bi potrebovali vsaj eno majhno luknjo. In jaz mislim, da se strinjate z mano, da tudi ta majhna luknja v globanji malo zveni zastrašujoče. Torej, logično vprašanje, ki sledi, je, ali obstaja kakšnakoli alternativna metoda, ki ima vse prednosti svetlobe, pa vse večino njih, ampak hkrati lahko probira globlje v tkivo. Izkaže se, da obstaja. Po pogovoru z neurologom smo ugotovili, da je ena izmed terapij za Parkinsonovo bolezen invazivna. Gre za stimulacijo globokega možganskega tkiva z ultrazvokom, za katerega je potrebno postaviti elektrode v možgane. Celuka pa ga je zanimala tudi možnost, da bi ultrazvok uporabili kot neinvazivno alternativo za zdravljenje in raziskovanje Parkinsonove bolezni. Ultrazvok ima zato več primernih lastnosti in sicer tako kot svetlobo ga lahko hitro preklapljamo med prižganim in ugasnenim stanjem, medtem ko za razliko od svetlobe lahko prodre globoko v tkivo. Vemo, da je široko uporabljen v diagnostiki in fokusiramo ga lahko na en kubični milimeter natančno. In znašli smo se pred izzivom. Ali bi lahko z ultrazvokom nadgradili svetlobo in optogenetiko? To bi se kazalo, da lahko, ampak pravimo speljati različne poskuse in hvala, profesor Živin, da ste tudi danes z nami kot biti vsak Kakokoli za izvajanje teh poskusov bi potrebovali stimulacijo z ultrazvokom
bi potrebovali določen celični sistem, ki zaznava to stimulacijo. In kot drugi mehanski dražaj je za ultrazvočno stimulacijo potrebni so mehanosenzitivni kanalčki oziroma receptorji. Tu določena čutila bi bila nemogoča brez mehanoreceptorjev, ki so to recimo dotik, sluh, propriorecepcija oziroma gibanje prostoru. Zdaj pa mačji brki, tu kot vidimo, ne naredijo mačko bolj ljubko, ampak tudi pomagajo na nek način, da se lažje orientira po prostoru. Natančen mehanizem mehanoreceptorjev še ni popolnoma poznan, vemo pa, da vključuje kationske kanale. Ti se odprejo ob deformaciji membrane ali premikih v citoskeletu in z odprtjem kanalčka je omogočen vdor kalcijevih ionov v celico, kar lahko potem uporabimo za nadaljnje procesiranje. Torej, kaj bi se potrebovali, preden sploh lahko začnemo z eksperimentalnim delom? Mi smo naredili celoten nabor od hardvera, programske opreme, pa do celičnega sistema za zaznavo ultrazvočne stimulacije in aktivacije. Prvo, naredili smo modusom, ki je generator ultrazvoka z željenimi lastnostmi in je kontroliran z enim zelo user-friendly internetnim vmesnikom, tako da smo ga lahko brez težav uporabljali. Druga stvar, smo naredili Capture, ki je program za analizo odzivov celic po ultrazvočni stimulaciji, ki je osnovan na teh fluorescentnih barvilih. In tretja stvar, ki smo jo razvili, je model ultrazvočnega valovanja v tkivu. In ta dejansko računa interferenco dveh ultrazvočnih valovanj iz dveh različnih ultrazvočnih prog in na ta način nam omogoča fokusiranje ultrazvoka točno na določenem mestu v globokem tkivu. Zdaj imamo vse, kar potrebujemo za tehnično izvedbo, ostaja pa nam je še izziv, kaj narediti s celicami. Ker smo želeli ne možnost vizualizacije vdora kalcija, ampak tudi sistem, s katerimi prenesli signal v notranjost celice, smo dizajnirali mehanosenzitivni sistem s 3 komponentami, in sicer ionskimi kanalčki in plinskimi vezikli, ki so ojačali mehanosenzitivnost celice, in pa reporter oziroma mediator signala. Tu vidimo, mi smo celice naredili občutljive, mogoče boljše tako bolj občutljive na mehansko stimulacijo z ultrazvokom. In to smo naredili s pomočjo 2 kanalčkov. En je bil humani, to je RPC1 kanal, drug pa je bil bakterijski, izražen v sesalski celici MSCS kanal. Tu pa vidimo, kako izgledajo ti poskusi. Zelo zanimivo se pogleda to, če jih izvajate. Tu vidimo eno six-well ploščo, oziroma ploščo s 6 jamicami. Od zgoraj pa je ustavljena ultrazvočna proba za stimulacijo z ultrazvokom, od spodaj pa je konfokalni mikroskop za zaznavanje teh aktivacij spet na osnovi fluorescentnih barvil. V desni strani pa vidimo to aktivacijo, primer ene aktivacije, ki smo jo analizirali s programom Capture, da pa malo preomenim, da smo ga razvili. In tu vidimo, da smo uporabili 2 fluorescentna barvila, eno rumeno in eno zeleno. In torej po aktivaciji z ultrazvokom pride do deformacije membrane in citoskeleta in pride do vdora aktivacije kanalčkov in vdora kalcija. Kalcij se veže na ta fluorescentna barvila, kar povzroči spremembo informacij barvila in spremembo intenziteti podanja svetlobe. Ena se poveča, druga se zmanjša. Tretji graf pa je razmerje prvih 2 grafov in poveča natančnost meritve. Ta isti graf je prikazan tu spodaj. In tu vidimo eno jasno razliko. Celice, ki ne izražajo bakterijske prenašanja, se ne odzivajo na stimulacijo z ultrazvokom. Celice, ki izražajo MSCS bakterijski kanal, pa dejansko vidimo jasen odziv na stimulacijo z ultrazvokom. Razmišljali smo, ali obstaja način, da naredimo te celice še bolj senzitivne, oziroma še bolj občutljive na stimulacijo z ultrazvokom, in smo iskali rešitev v različni literaturi in prejšnjih IGM projektih. To, kar je pritegnilo našo pozornost, so bili GVP-ji, oziroma bakterijski plinski vezikli, ki jih ponovadi izražajo bakterije, pa določene atome. Oni so napolnjeni s plini, kar pomeni, da v ultrazvočni stimulaciji se lahko skrčijo ali pa razširijo in s tem povzročijo še dodatno deformacijo znotraj samega citoskeleta ali pa membrane in s tem verjetno še lažjo aktivacijo. Določene IGM ekipe so že prej uporabljali GVP, celo OUC Kitajska 2012 je pokazala, da 2 komponenti, GVP-A in GVP-C, sta zadostni za funkcionalno rekonstitucijo teh plinskih veziklov znotraj bakterijskih celic. Zdaj, spet ambiciozno to ponovadi,
smo naredili isto predpostavko za sesalske celice. In kot vidimo, oba GVP-A in C se izražata stabilno v sesalskih celicah in kolokalizacija je tudi precej dobra. Kar je še bolj pomembno za nas, je njihova funkcija v sesalskih celicah. In spet, celice, ki ne izražajo GVP, se ne odzivajo na ultrazvočno stimulacijo. Celice, ki izražajo oba GVP-A in C, vidimo, da po ultrazvočni stimulaciji se vidi jasen odziv celic na stimulacijo z ultrazvokom. Kakorkoli najboljša kombinacija je kombinacija obeh pristopov. GSVZV proteinov z ene strani, torej teh proteinov, in z druge strani kanalčka MSCS, kar vidimo v stimulaciji jasen odziv celic. In čeprav so fluorescenčna barvila, ki smo jih uporabljali iz programa Capture, dobra za vizualizacijo odora kalcija, nam ne omogočijo prenosa signala znotraj celice. Zato smo naredili nov senzor, ki je bil osnovan na interakciji med kromodolinom, proteinom, ki lahko veže kalcij, in peptidom M13. Nažalost, v začetnih eksperimentih nismo dobili dobrega razmerja med signalom in šumom, zato smo v kromodolinu uvedli mutacijo, za katero je bilo znano, da zniža njegovo afiniteto do kalcija in dobili končni senzor, ki ima zelo dobro razmerje med signalom in šumom. Kmalu po zaključku dela za tekmovanje in objavi naših rezultatov na neki strani smo tudi dobili prošnjo za ta senzor od raziskovalca z tega področja iz ZDA in na to smo zelo ponosni. Senzor smo tudi testirali v kombinaciji z ultrazvočno stimulacijo in MSCS kanalčki. V zgornji vrstici lahko vidimo stanje pred stimulacijo, ko ni vidnega odziva, v spodnji vrstici pa stanje po stimulaciji. Na levi so celice, ki ne izražajo MSCS kanalčka in tu ne vidimo odziva, na desni strani pa celice izražajo MSCS kanalček, ob stimulaciji pride do odora kalcija in sestavljanja reporterja, kar vidimo kot emisijo svetlobe. Torej, ta reporter je bil celo uporaben za zaznavo povišanj ravni kalcija znotraj celice. Ampak nas je zanimalo, da smo pokazali to kombinacijo z ultrazvokom. Ampak verjetno mehanosenzitivni kanalčki bi naj bili občutljivi tudi na druge mehanske držaje. In dejansko to smo poskušali tudi testirati. In smo z uporabo steklene pačke in še naprave za slikanje telo v manj po 1 minuti dobili ene precej zanimive slike. Vendar pa ta sistem ne predstavlja le novega umetniškega medija, ampak se z njim odpira tudi možnost za zaznavanje pretoka tekočine, kot je na primer pretok krvi v žilah. V okviru tega smo tudi sodelovali z argentinsko umetnico, gospo Lauro Lalde, ki je izrazila zanimanje za preizkus tega novega umetniškega medija. Pokazala nam je svoje delo s slikanjem s fluorescenčnimi bakterijami in nam tudi pomagala s slikanjem z našim sistemom. Ker verjamemo med sebojno pomoč, smo tudi sami sodelovali pri njenem projektu v okviru Ljubljanskega festivala Mesto žensk in naslikali del našega projekta na njeno skensko poslikavo. Pa ne še to reče, da znanost in umetnost ne greste skupaj. Torej, vsaj pred konec bi rad poudaril na te najpomembnejše dosežke naših raziskovanj v zadnjih nekaj mesecih. Prvo, naredili smo generator ultrazvoka za natančno stimulacijo sesalskih celic. Drugo, z uvedbo 2 različnih kanalčkov, humanega in bakterijskega, smo naredili celice še bolj občutljive na stimulacijo z ultrazvokom ter s funkcionalno rekonstitucijo proteinskih veziklov iz bakterij v sesalske celice smo naredili še bolj občutljive. Zdi se nam, da sonogenetika je uvedena kot alternativa optogenetiki, posebej za stimulacijo bolj globokih tkiv in struktur. Tretje, razvili smo razcepljen kalcijev senzor, ki bazira na luciferaznih aktivnosti. In na ta način lahko zaznavamo povišeno raven kalcija znotraj celice zelo hitro z emisijo svetlobe. In to smo uporabili v kombinaciji z ultrazvokom, ampak verjamemo, da ima tudi drugih potencialnih aplikacij, ki bi se lahko raziskovali. Četrto, razvili smo set 4 ortogonalnih razcepljenih proteaz, katerih aktivnost lahko reguliramo različnimi zunajceličnimi signali, svetlobo, majhnimi molekularni. Peto, naredili smo na osnovi reporterja logiko znotraj celice in smo pokazali več logičnih operacij znotraj same celice. Verjamemo, da ta logika, ki je na principu proteaz, lahko se upelje kot ena platforma za procesiranje informacij in bolj natančno uravnavanje procesov na nivoju celice. In šesto, tu smo pokazali hitro izločanje, inducirano izločanje
po odcepitvi signala za zadrževanje v eteru. Mislimo, da to je pomembno za terapijo pri določenih boleznih, posebej tam, kjer je nujno hitro izločanje terapevtskega proteina, peptidnega hormona ali katerikoli drugi molekuli sintetizirane v celici. Tako, to je vse z naše strani. Za konec bi se radi zahvalili našim mentorjem za njihovo usmerjanje in moralno podporo, našim sponzorjem in donatorjem za njihov prispevek in pa našim družinam in prijateljem, ki so nas podpirali in nas neumorno zalagali z domačimi priškodci. Končno, ampak ne nazadnje, hvala tudi vsem vam za vašo pozornost. Hvala lepa, kakor gosta. Zdaj pa prosil vse člani ekipe, če pridejo na oder in če imate kakršnokoli vprašanje, bodo z veseljem izvedeli naše vprašanje. Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi z projektom, s tekmovanjem? Če bi taki študenti pripravili študente, če bi vprašali, bi pa mogoče tudi predlagal, da študenti bojo še tukaj, ali pa mogoče lahko kar v neposrednem stiku kaj druga vprašati. Sicer sem pa to imenu organizacije ekipa, ki mi še tukaj zahvalil za obisk in vas vabim naslednjič, ko bo kakšen zanimiv dosežek Kemijskega inštituta, da spet prijete.